Verjamem, da ste kaj takšnega že kdaj videli ali pa vam je kdo kaj zmeril. Predvsem tisti, ki pridejo meriti, kakšne so energije v prostoru, pa Kurijeve, pa Hartmanove mreže, pa vse take stvari. Danes bomo govorili o radiesteziji in tudi napovedali dogodek v Ljubljani, pravzaprav predavanje in meditacija s Tadejem Pretnarjem 13.4. v Ljubljani. No, kakšne negativne ali pa pozitivne energije so lahko v prostoru, na kakšen način jih lahko zaznamo in kako to, da dejansko neko nihalo dela in na kakšen način dela in kako mi zdaj sploh upravljamo s temi informacijami. Ali je Tadej Pretnar dober človek? Vrti se, kar poletel je skoraj. Malo pomagaš? Ja. Torej, danes bomo govorili o bivalnem okolju tudi v našem domu. Veliko ljudi si pomaga z nihali, pa ne samo pri domu, ampak tudi sicer pri sprejemanju odločitev in vseh takih stvari. Ampak sama beseda radiestezija. Kdaj se je to začelo uporabljati? Je to neka sodobna fora, nova modna muha ali je to ima neke korenine? Najprej tako, radiestezija sam izraz pomeni sposobnost zaznavanja sevanj. Mi sicer, ko slišimo besedo radiestezija, jo avtomatično povezujemo z nihali, pa z raznimi bajalicami, pa tako, ampak drugače gre pa za to. Iz obdobja starega Egipta so bila že najdena radiestezijska nihala, se pravi, Egipčani so to že počeli, potem se je pa to pri nas začelo v Evropi, bom rekel, nekje v srednjem veku. V dveh smereh pravzaprav. Radiestezija deluje, pravzaprav uporablja se tako. Po eni strani skušamo najti kakšne stvari, kakšne anomalije, recimo v zemeljskih energijah, in tako so začel je tako iskati en rudarski inženir, je začel iskati pač rude na ta način. Drugo pa je prek radiestezijskih pripomočkov oziroma nihal skušamo včasih tudi kakšne informacije dobiti iz, bom rekel, kolektivnega nezavednega. In v srednjem veku se je razvila ena tehnika, ki so jo imenovali prstan in krog. Na svileno nit so privezali prstan in potem so en krog narisali in glede na, no pa so pa, mislim, to je zdaj zanimiva stvar, klicali so duhove, ki bojo odgovarjali na to, In pol je bilo, so vprašanja postavljali, ja, ne, ampak torej še enkrat, klicali so duhove. Zato je tukaj zdaj eno temeljno vprašanje tudi danes, kdo odgovarja, ko postavimo taka vprašanja. Če to vprašaš kakšnega radiestezista, bo rekel, različne stvari rečejo, eni rečejo nek kozmični računalnik, eni rečejo kolektivno nezavedno. Kaj pa Tadej Pretnar reče? Takole bom rekel, ena izmed najbolj klasičnih ezoteričnih izrekov je kakor spodaj, tako zgoraj in obratno. Tukaj v tem pojavnem svetu je ogromno folka, ki nas hočejo na tak ali drugačen način našponati. Tudi v unem energijskem svetu je tako. Tako da načeloma, če ti takole naslepo sprašuješ, je lahko marsikaj narobe. Marsikdo ti lahko odgovarja. Mogoče je zato boljša ena druga tehnika radiestezijskega dela, da postavljaš trditve. In sicer to deluje tako, da ko postaviš trditev, ki je, bom rekel, v skladu z vesoljno resnico, takrat imaš energijsko timus odprt in ti na ta način se na specifičen način nihalo recimo odzove. Če postaviš trditev, ki absolutno ne drži ali ki je sakramenska laž, se bo drugačna. In ta način se mi zdi bolj korekten kot spraševanje, kdo ve koga. Če greva zdaj kar na energije v prostoru, kakšne škodljive energije so lahko sploh v prostoru? Zaradi raznih dogajanj v notranjosti Zemlje in tudi v kozmosu se nastane na zemeljski površini naravno zemeljsko magnetno in električno polje. Dobro. Torej, tle gre zdaj za dve stvari. Mi smo na neko naravno polje navajeni. Lahko pride do ene motnje, recimo v kompaktnosti tal, ki ti samo spremeni, se pravi poveča ali pa pomanjša ta naravna polja.
In zdaj tako, recimo, če se poveča električno polje, recimo, če si del časa na mestu, kjer je povečano električno polje, se recimo vpliva na vsebnost lipidov v celicah, recimo, kadar je povečano magnetno polje, lahko pride da ti enostavno, se pravi, vsi ti procesi povezani z delitvam celicam so pospešeni in lahko pride do novotvorb, pa obratno, vse upočasnem, če je tega manj. In tega dostikrat je manj recimo v stanovanjskih blokih, sploh če je veliko železa noter. No, ampak to je samo en aspekt, to je sprememba čiste elektromagnetne energije. Potem imamo pa še informacijski aspekt. Popolnoma logičen je, da ne seva enako čista voda, recimo, da imaš pod zemljo tok čiste vode ali pa umazane. Tle imaš še informacijski aspekt in ponovadi pa to deluje v kombinaciji. No in ne nazadnje, glede na to v bivalnih prostorih, kakšne vrste komunikacija noter obstaja in kakšne probleme domov nosimo, se še to vpliva na prostor. In pol je cel koktejl. Ja, stalno vedeti moramo, da neke energije v prostoru niso nikoli statične. Vse je dinamika. Dinamika je, vplivamo drug na drugega. In takole bi ti rekel, to je enak princip kot medčloveški odnosi. Recimo mi narobe delamo, ko imamo prostor za mrtev. To je tako, kot recimo v eni družbi, če nekoga sploh ne šmerglaš, tudi on tebe ne. Ko z njim vzpostaviš nek korekten odnos, bo on rato prijazen, popolnoma enak je. Se pravi, prostor moramo dojemati kot neko bitje. Kot živo bitje. Kaj pa te Carryjeve mreže, pa Hartmannove mreže, pa to ljudje poznajo? V radiesteziji je toliko zablod, kot malo kje. Torej, zanimivo je, da res govorijo o teh raznih mrežah, en srbski radiestezist govori celo o 30 mrežah. Teh mrež pravzaprav sploh ni, oziroma jih je nešteto. Zakaj namreč gre? Zemlja, površina Zemlje z notranjo plastjo ionosfere tvori nek resonator, v tem resonatorju pride do nekega valovanja, če imamo zbujanje. Zbujanje imamo, ker na zemeljski površini treš vsako minuto okoli 6000 strel in pride do tako imenovanega stojnega valovanja. Stojnega valovanja s Schumanovo frekvenco, to si verjetno že slišala, Schumanova resonanca, za katero pravijo, da narašča, pa ne more, ker je pogojena s površino Zemlje, s premerom. No in to tvori dejansko nešteto mrež, ki pa nobena ni taka, kot jo radiestezisti opisujejo, ki pravijo recimo, da je tam Hartmannova, da je 21 cm široka, pa tak. In da zdaj ne izpade, da vsi govorijo na en način, jaz pa na drug. Mislim, da je za korektno radiestezijsko delo poznavanje osnov fizike toliko pomembno, kot za enega terapevta poznavanje osnov medicine. Torej, tle gre recimo eden izmed najbolj znanih evropskih radiestezistov, trenutnih, aktualnih, Jerzy Vošnjak, on je elektroinženir. Tudi on v knjigi Sodobna radiestezija, ki se jo pri nas še dobi, napiše, da so tele mreže zabloda radiestezistov zaradi nepoznavanja fizikalnega pojava. Druga še recimo, ali pa še to ti bom rekel, glede na to, jaz sem pred 15 leti napisal knjigo Holistična radiestezija. Ki sem zelo vesela, da jo manj, ker skoraj razprodana. No, že tam sem jaz napisal, da teh mrež ni. To je bilo zajeban napisati, zato ko vsi trdijo, da so. In z enim kolegom, ki je profi meritve delal, so jih celo načrtno iskala, čeprav on je fizik, mi je naprej povedal, tega ni. So jih z osciloskopom iskala in teh mrež ni. No, pot iz zablode oziroma iz marsikaterih zablod, kar se radiestezije tiče, se pravi 13.4. Na tole predavanje se lahko prijavite. 16. jaz mislim, če dovolj. Ne, 13. Ok, pa 13. 13. je. V redu. Red je red, pa tudi česa. 13. je. A lahko ljudje pridejo za svojimi nihali? Načeloma lahko, čeprav si nisem predavanje tako zamislil. Lahko pa poskusimo s kakšnimi novimi pristopi. Lahko tudi z nihali pridejo, zakaj ne?
Tudi meditacija se bo izvedla in sicer ravno na to temo odpornosti proti sevanjem. Ampak recimo tukaj me zanima, nekateri so izjemno občutljivi. Ni šans, da zaspijo, recimo, ne vem, če imajo nočno lučko v spalnici. Spet nekateri pa delajo v okolju, kjer je veliko sevanj takih in drugačnih, pa nič ne zbolijo, so čisto okej. Zakaj? Jaz bi ti v zvezi s tem povedal zgodbo o ščukah pa o krapih. Okej, zabavno. Pred veliko leti sem s Smeltom delal v Belorusiji, delali smo dispanzer za užarčene v Černobilu in mi smo živeli v bistvu na enem območju, ki je bil razseljen zaradi radiacije. Ne? No in jaz sem bil direktor tistega delavskega naselja in smo, ker je bil to projekt zanimiv za Beloruse, so hodili na kakšno večerjo vrhunski doktorji, pa kakšen minister pa tak. No, zadaj za tem naseljem je pa reka tekla, oziroma še zdaj teče, ne? Soš, ogromna, plovna. No in enkrat se z enim zdravnikom pogovarjam, pa mi prav, a ti veš, da so ščuke s tele reke radioaktivne, krapi pa ne. No, potem je treba še to vedeti, da radiacija počas se pogreza v zemljo, ne? Takrat so rekli, da je na 12 centimetrih. No, glede na to, da ščuka se hrani v zgodnjih površine vode, krap pa išče hrano po blatu, to ni normalno, ne, ker je on bližji radiaciji. Ampak, ko pogledaš to iz energijske plati, ščuka je lovc, skozi napeta, krap je pa ti slenoben, boli ga. Ne. In tako je tudi v lifeu, se pravi, če si ti sproščen, pa tak, se enostavno nič vate ne ujame. Če si prestrašen pod stresom, se v tebe ujame vse. Zato je takšna razlika v občutljivosti. Zato na enem mestu nekdo 20 let ne zboli, nekdo pa takoj. In na kakšen način lahko mi recimo ugotovimo, da pride do nekih takih škodljivih energij recimo v prostoru? Pa tudi sicer me zanima, vem, da te ljudje kličejo, kadar imajo kakšne zanimive aktivnosti, tudi na koncu koncev paranormalne v prostorih. Ja, torej načeloma je tako, da radiestezista, čeprav jaz se ne deklariram kot radiestezist, no, pokličejo takrat, ko so recimo kakšni problemi s spanjem. Zdaj v zadnjih letih je pa dejansko zmeri več tudi paranormalnih pojavov. To je povezan s tem, z nekim bolj aktivnim pasom torzijskih polj, skozi katere prehaja Zemlja. In tle prihaja do neke dolga zgodba, zakaj do tega prihaja, so časovno omejena, zato ne bi. Torej, tudi to se dogaja in ne gre zdaj samo za to, se pravi, ena stvar je ugotoviti, da neko sevanje tam je, ampak to verjetno že itak oni vejo, ker ne morejo spati recimo, ali se slabo počutijo. Ne? Poanta je, da znaš to pač pol spremeniti, preoblikovati, bom rekel, energijsko preoblikovati bivalen prostor. Neke žogice vidim, to se bova podajala, pa tamle en valer vidim, a bova kaj pekla? Ne bova, to jaz sem samo ene par primerov nihal prinesel pokazati. Tole je recimo eno tako nihalo najbolj klasične oblike. Tole je recimo tako imenovano univerzalno nihalo. Deluje tudi pri kromoterapiji, torej tlele imamo mi barve, lahko reagira recimo samo na določeno barvo, se pravi, vrti se samo takrat, ko je v interakciji z neko barvo. Recimo, če bi jaz skušal ugotoviti, katera je ta osebna barva, bi se vrtel samo takrat, ko bi na ta pravo dal. Ali pa recimo, to že pa vem, dajva preveriti, če je res. Ko dam tukaj imamo razna območja, ne, geološke prelomnice, se pravi vodna sevanja pa tako naprej. Drugače pa za ugotavljanje osebne barve, ne, je pa ena dosti bolj elegantna metoda, ker nihala, če ti kaj sklepaš, dostikrat lažejo, temu pravijo Carpenterjev efekt. Če si ti recimo sprintaš barvno mavrico in jo gledaš, bom rekel, s perifernim vidom, se pravi tako, da nimaš fokus na njej, ampak da imaš fokus pred njo ali pa za njo. In to nekaj časa gledaš, se čez čas ven izloči bolj aktivno ena barva. Tista je tvoja osebna barva in tista barva je potem lahko uporabna kot katalizator raznih procesov. Recimo se greš kakšne
tehnike osebne rasti ali pa kakšne tehnike, s katerimi bi rada kaj energijsko v sebi spremenila, hitreje boš to naredila, če boš uporabila še osebno barvo, katalizator torej. Zanimivo. Na predavanju torej tudi meditacija za odpornost proti sevanjem, pa tudi sicer odpornost, ne, kot taka. Ja. Se pravi, nihalo je potem je uporabno, pa ni uporabno, ali kaj naj iz tega zdaj potegnem? Takole bom rekel, že prej sem rekel, da je za radiesteziste zelo pomembno osnovno poznavanje fizike. Namreč mi moramo imeti nek background o znanju, da ti tudi nihalo, da imaš ti kvalitetne interpretacije, kaj nihalo kaže. No, kaj pa recimo energijski parki? Zdaj kar nekaj jih je že v Sloveniji. Tam naj bi se zbirala nasploh dobra energija. Ni nujno. Kar se energij tiče, so v večini parkov so določene samo na osnovi elektromagnetne komponente. Kaj zdaj to pomeni? Nekdo je zdaj kaj šel in je čutil, recimo na eni točki je čutil, da mu je tista energija prišla v interakcijo z ledvicami in reče, aha, ta točka je dobra za ledvica. Ampak v čem je problem? Pogrem pa gor jaz, bom pa to nek drugje čutil. Namreč to, na kakšen način neka elektromagnetna energija vpliva na tebe, je odvisen od prevodnosti telesa, ki je pa med ljudmi različna. Odvisno je od tega, ali si velik, ali si majhen, ali si dobro obložen, ali si kumaren, ali imaš vlažno kožo, koliko imaš prostih ionov. Zaradi tega to enostavno ni zadost. Dejansko je treba iskati, sploh nisem naklonjen tem točkam, zdaj ta je za tole, ta je za tole. Jaz sem recimo tudi zasnoval en energijski park in sicer na Pokljuki. Jaz sem se bolj na to osredotočil, se pravi, iskal sem točke, kjer je torzijsko polje, ki nek proces pospešuje in potem smo dali tja simbole. Ti se postaviš na točko, se osredotočaš na simbol in se samo začne dogajati tisto, kar se more. Potem je pa še ena od očitno zablod, ali bom pa verjetno gre za zablodo, no, bom jaz rekel, še to je pa merjenje recimo energije v bovijih. No, tole dovolj bi malo več si cajta vzel za tole, ker je pomembna stvar, pa zelo razširjena, pa mislim, da je narobe razširjena. Torej, radiestezisti merijo energijo v enoti, ki pravijo Bovij, po Andreju Boviju, to je en francoski radiestezist. Zdaj, v čem je problem? Imamo torej, lahko rečemo v grobem, da imamo 3 vrste energije. Ena je elektromagnetna, zato imamo fizikalne enote, ne rabimo bovijev. Potem imamo energije, ki niso elektromagnetnega porekla, tako imenovano odične, to je dobrota, to je ljubezen. Kaj bi ti rekla svojemu tipu, če bi ti rekel, Jasmina, ljubim te 30 000 bovijev, malo trapaš se sliši, ali pa mati Tereza je bila dobra 50 000 bovijev, neumnost. Se pravi, tle gre bolj za informacijo. Potem je pa še torzijsko polje, ki je pa spet lahko konstruktivno ali pa ne, se pravi spet informacija. No in če vprašaš radiesteziste, kaj merijo, rečejo, da merijo eno energijo, ki še ni odkrita. V glavnem ti to rečejo. Druga stvar, jih vprašaš, a mi lahko definiraš to enoto. Jaz nisem slišal še definicije od njih. Se pravi, če ti ne veš, koliko je en bovij, kako boš pol govoril o 1000 bovijih. In pol to me je zaintrigiralo in sem začel tole malo raziskovati. In sem šel gledati, kaj je delal Andrej Bovij. Andrej Bovij se je rodil 1871 in on je naredil recimo nekaj, čemur je rekel biometer. Navadno nihalo, pa zraven je imel ravnilo in sam tista merske enote je spremenil v staro enoto za angstreme, z valovno dolžino. In on je menil, da mer valovno dolžino. In pol je na osnovi tega je določil vitalnost raznih živil. No, ampak tudi s tole valovno dolžino, mislim, tle pa gre za to, da radiestezisti pa povezujejo valovno dolžino oziroma angstremu, pravijo zdaj kar Bovij. Torej, on je rekel valovna dolžina angstrem, ampak pa v bistvu je njegov vnuk Jacques Bovij, ki je bil navdušen nad dedkom, je rekel, zdaj bomo v tej enoti rekli kar Bovij. No in zdaj izpade, da mislijo več bovijev, večja energija. Ampak pazi, kaj pravi fizika. Večja valovna dolžina, manjša energija. Se pravi, spet tle nekaj ni v redu. Jaz mislim, da je v bistvu on meril raven biofotonov v teh, se pravi, v živilih.
In tle gre pa za kvante, tle ni nič, ne? In s temi bovije marsikaj narobe. No? Bova še kakšno rekla torej na predavanju 13.4., ko se bo zgodila tudi meditacija. Vsekakor se morate predhodno prijaviti na 026 200 230 ali preko info@klepetobkavi.si. Se veselim tega. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.